V Levici smo trdno prepričani, da bomo s tem uredili nemoten dostop bolnikov, težkih bolnikov, ki za lajšanje bolečin ali pa zdravljenje potrebujejo preparate tudi iz konoplje, in sicer gre za bolezni, kot so multipla skleroza, trdovratna epilepsija, različna rakava obolenja in tako naprej. V Levici smo si že v prvem mandatu, že leta 2015, zastavili trostopenjsko strategijo, in sicer v prvem koraku urediti industrijsko in prehransko rabo konoplje, v drugem koraku urediti torej za zdravstvene namene in znanstvene namene uporabo konoplje in v tretjem koraku za omejeno osebno rabo. Že leta 2015 nam je v Državnem zboru dejansko uspelo uzakoniti industrijsko rabo konoplje in rabo za prehranske namene. Leta 2016 smo uspeli izposlovati sklep v Državnem zboru, ki je vladi naložil torej pripravo zakonodaje za medicinsko rabo konoplje, kar se je 2017 sicer zgodilo. Od takrat dalje bi mi že lahko uporabljali konopljo za medicinske namene, a žal niso bila urejena pravila, ki bi to zares urejala, in tako je pač to ostalo mrtva črka na papirju in bolniki so pač na črnem trgu na žalost dobavljali te preparate, ki so seveda nestandardizirani in pogosto znajo biti na žalost tudi nevarni z različnimi škodljivimi stranskimi učinki. Vesela sem izjemno, da danes s tem zakonom, ki ga vlagamo, končno to področje za vselej, upam, urejamo. In vesela sem, da lahko napovem, da že prihodnji teden začenjamo s koalicijskimi usklajevanji glede tudi torej volje izražene na referendumu, volje ljudstva, da uredimo končno tudi pridelavo in pa posedovanje konoplje za omejeno osebno uporabo. Hvala lepa.